Dober večer, lepo pozdravljeni v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine tukaj v nas. Vojaška zgodovina pač niso samo bitke, generali, je tudi vojaško zdravstvo, skrb za bolne, ranjene vojake in prav zdravstvo v slovenskih partizanih je bil eden od vrhuncev zdravstvene oskrbe osvobodilnih gibanj v Evropi, mogoče najbolj razvit sistem. In v tem sistemu vsekakor izstopa bolnica Franja. Zelo smo veseli, da smo lahko že pred 3 leti gostili razstavo o bolnici Franji, avtorice gospe Milojke Magajna iz razstave iz muzeja v Idriji in Cerknem. Gospa se zelo trudi, skozi vrsto let raziskuje, obdeluje bolnico Franja, kljub temu vsemu, kar se je v naravi dejansko zaradi naravnih nesreč zgodilo z njo. Tako da tudi na nek način, zdaj, ki je zaprta z razstavo, s tem zbornikom, nazadnje s takimi muzejskimi večeri, kot je ta, ohranja živ spomin na ta pomemben nacionalni spomenik. Tako da bi prepustil zdaj govornico vam, ekipi muzeja in pa našim glasbenikom. Tako da hvala lepa, da ste prišli in prosim. Hvala. Hvala lepa direktorju Parka vojaške zgodovine, Pivka in seveda ekipi, da nas tukaj gostijo. Poskušali bomo v tej slabi urci nekako predstaviti to, kar smo na svetlo dali, kot se reče, konec lanskega leta, se pravi zbornik o partizanski bolnici Franja, ki smo mu dali naslov Spomin in opomin. Seveda, lahko si predstavljate, zakaj je takšen naslov. Na eni strani prav je, da pač se spominjamo teh dogodkov, kakor so se pač dogajali in naj bojo ti dogodki nam vsem opomin. Kot vidimo iz aktualne situacije, pravzaprav je to še kako pomembno, ohranjanje spomina, ker 80 let je minilo od konca druge svetovne vojne in marsikaj se je že pozabilo. Sploh mlajše generacije, ki prihajajo za nami, pač imajo verjetno do tega en drugačen odnos, kot smo ga imeli mi. Zdaj, knjiga je pravzaprav rezultat dela številnih avtorjev. Kar 12 avtorjev je pri tem zborniku sodelovalo. No, še to mogoče, da povem, da to je drugi zbornik, ki ga je Mestni muzej Idrija izdal na temo partizanske bolnišnice Franja, ampak od tistega prvega je minilo že več kot 40 let, se pravi 1983. Urednik tistega zbornika je bil dr. Viktor Volčak in v uredništvu so bili še številni drugi člani nekdanjega osebja partizanske bolnišnice. Tako da je bil to en tak pravzaprav velik projekt za tisti čas in v tem prvem zborniku so zbrani predvsem spominski zapisi. Je tudi nekaj faksimilov teh arhivskih dokumentov, ampak je bil pač, osnova so bili spomini. Naša želja je bila, da zdaj po vseh teh desetletjih pač poskušamo iz te oddaljenosti, iz neke drugačne, z današnje perspektive pogledati na vse to, predstaviti to zgodbo o partizanski bolnišnici Franji, ki je, sigurno je, kot je bilo že rečeno, nekaj posebnega, je edinstvena, čeprav drži res, partizansko zdravstvo je bilo tudi v tem širšem, evropskem merilu, bi lahko rekli, ena taka posebnost, glede organiziranosti, kako na kakšen način so pač te službe delovale. Tako v posameznih enotah, kot pa, da ne govorimo o teh skrivnih partizanskih bolnišnicah. Zdaj,
težko bi rekla, da smo pa zdaj v tej knjigi nekaj strašno novega odkrili. Ne? Da smo neki, ne morem reči, da smo neki čist na novo. Čeprav je pa treba povedati, da smo o tem mogoče več tudi v nadaljevanju, pa povedali več tudi o procesu, ki se je v Franji dogajal, v letu 1946, o pravzaprav političnem procesu proti obema zdravnikoma, dr. Volčjaku in dr. Franji. Namreč o tem procesu v tistem prvem zborniku izpred 40 letih ni niti besedice. Zakaj ne? Ker je bila pač takšna želja takratnega urednika, dr. Volčjaka, in vsi ostali člani uredništva so nekako sprejeli to njegovo željo. Takrat, ko so ta zbornik pripravljali, je bila popularna Ogenca. Ne? Zgodba o tej partizanski bolnišnici, kjer je bolničarka postrelila ranjence in nazadnje sebe, takšen je bil pač med njimi dogovor. In takrat v začetku 80-ih je bila posneta nadaljevanka o tej bolnišnici Ogenci in se je razvila ena taka še kar polemika po časopisih. In dr. Volčjak ni želel, da bi tukaj spet diskutirali o teh negativnih plateh, in je ostala potem ta zgodba ob strani, se pravi, niso jo vključili v zbornik, čeprav ne moremo pa reči, da je bila zamolčana. Ker o tem, kaj se je dogajalo, je sama zdravnica Franja pisala že v kroniki, bolnišnični kroniki, ki je tudi šla že takoj po vojni, že v letu 1945. Knjiga je nekako razdeljena v 3 sklope, se pravi tisti uvodni del, kjer predstavljamo en tak zgodovinski kontekst vsega tega, kakšne so bile razmere na Primorskem predvsem, v času vojne, oziroma sežemo tudi v predvojni čas, in pa en prispevek o partizanskih bolnišnicah na splošno. Avtorji teh 3 so dr. Damjan Guštin, ta zgodovina, se pravi tega vojnega dogajanja, potem dr. Boris Mlakar o predvojnem življenju na Cerkljanskem, se pravi med obema vojnama, o teh fašističnih pritiskih, in pa Blaž Štangl o partizanskih bolnišnicah. Zdaj, zakaj smo se odločili, da uvrstimo tudi to predvojno, se pravi te življenje na Cerkljanskem času fašizma, ker nekako lahko bi rekla, da pojasnjuje, zakaj je bil odziv civilnega prebivalstva takšen, kot je bil. Zato, ker res je, da je bila to vojaška bolnišnica, kot so bile pač vse te partizanske bolnišnice, so funkcionirale v bistvu kot vojaške enote. Ampak te bolnišnice ne bi mogle funkcionirati na tak način, kot so, če pač ne bi imele te široke podpore civilnega prebivalstva. To se meni zdi, da je ena tistih ključnih stvari, ki jo želimo zdaj tudi še posebej poudarjati, izpostavljati. Seveda na eni strani pomen zdravniškega osebja, zdravnikov, bolničarjev, ampak na drugi strani pa pomen tudi vseh ostalih ljudi, ki so bili tu zraven vključeni, ker brez njih to ne bi šlo. Zdaj, zakaj so se ljudje tako množično pač vključevali, je pa posledica tistega dogajanja, tistih pritiskov življenja več kot 20 let pod fašizmom. Naši kraji so bili tako kot prvas obmejni kraji, in so seveda ljudje še kako občutili vse te pritiske. Dr. Mlakar je pa seveda tudi cerkljanski rojak, veliko se je ukvarjal s temi temami, tako da smo ga pač zaprosili za en tak vpogled v ta čas. In da ne boste samo mene poslušali,
Danes imam s sabo tudi sodelavce, to so sicer naši zunanji sodelavci. Tjaša Jurman bo prebrala nekaj odlomkov iz knjige, Pavel Magajne bo zaigral nam na harmoniko, ki ni kar ena harmonika, ampak je harmonika iz Franje. Namreč ohranila se je ena od dveh harmonik, ki so jih med vojno uporabljali, ne, v bolnišnici, in je bila dolgo časa v našem muzejskem depoju. Potem je pa pokazala se ena priložnost, da jo damo restavrirati, ki smo jo pač izkoristili, in zdaj nam velikokrat pride za prav, da nanjo največkrat Pavle tudi zaigra. In seveda, ker govorimo o partizanski bolnišnici, ne moremo brez partizanske pesmi, se pravi, zaigrala nam bosta oziroma zapela Marjeta in Pavle 3 skladbe in zdaj bi vaju prosila za prvo. Šivala je deklica zvezdo, zvezdo rdečo kot kri, in zraven si pela je pesmi, oj pesmi so pametne dni. In zraven si pela je pesmi, oj pesmi so pametne dni. Šivala je deklica zvezdo, pristopil je mlad partizan, ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Na kapi se zvezda razpeče, na vzhodu že zarja žari. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni preč temne noči. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni preč temne noči. Ja, kultura seveda je bila pomemben element, ne, delovanja v bolnišnici. Se pravi, ni bilo treba poskrbeti samo za to, da so se rane zacelile, da so se pač poškodbe sanirale, ampak je bilo treba tudi za notranje življenje poskrbeti, za to, da ljudje niso obupali, a ne. Da niso zapadli v malodušje. Saj vsi vemo, tudi danes je tako, a ne, če človek izgubi voljo, upanje, potem to pri zdravljenju ni ravno dobro, a ne. Tako da to kulturno življenje se je postopoma razvijalo in imeli so svoj pevski zbor, imeli so svoj časopis, veliko tega se je dogajalo, a ne. To je bilo res en tak zelo pomemben element, ne. In partizanska pesem, no, med drugim je bila vpisana v nesnovni register tudi, ne, slovenske dediščine. Se mi zdi, da je pomembno in da to tudi predstavljamo sočasno z vsemi ostalimi vsebinami, ne. Vse to je pač z našimi ljudmi nekako zraslo, se razvijalo v tisti silni želji, da bi premagali ta fašizem, ne, to vojno, ki jih je toliko časa držala v primežu, a ne. Da ne boste samo mene poslušali, mogoče bi zdaj prosila še Tjašo za en odlomek prav iz tega, se pravi, kaj se je dogajalo na Cerkljanskem, v naših krajih v času med obema vojnama, se pravi, tema je fašizem. Že pred nastopom fašizma je italijanska država vedno bolj omejevala izražanje pripadnosti in druge manifestacije slovenstva. Tako je spomladi leta 1921
Med praznovanjem svetega rešnega telesa v Cerknem nastal večji incident, ker je na prazničnem mlaju kot običajno visela slovenska zastava. Alarmirali so orožnike in tudi vojsko, mlaj podrli in zastavo zaplenili. Značilen za tisti čas pa je bil v tej zvezi tudi prihod odreda fašistov iz Gorice, ki so spraševali, če je tudi zanje kaj dela. No, s seboj pa so imeli vse potrebno za požig vasi. Podoben mlaj so postavili tudi v Cerkljanskem vrhu, ob tem pa imeli velik kres, kar je dodatno vznemirilo italijansko vojaštvo. Skupaj je bilo tedaj aretiranih 19 oseb, od teh je bila 6 zaprta več tednov. Totalno fašistično nasilje nad slovenstvom je hotelo izbrisati vsako vidno sled njegove prisotnosti. To je seveda veljalo tudi za javne slovenske napise, kar je javno pokazala že vandalska akcija pripadnikov obmejne milice, ki so 9. marca 1928 s kolomazom premazali slovenske napise po Cerknem, pustili pa italijanske. Ob tem so zidove popisali s slavilnimi gesli Dučeju, kralju in Italiji. Do tedaj so bili vsi napisi na lokalih, trgovinah in podobno dvojezični, po letu 1930 pa samo še italijanski. Na slovenstvo kraja so tako kazali samo še slovenski priimki lastnikov, čeprav so bili tudi ti deloma že poitalijančeni. Ja, to so pač zgodbe, razmere, v katerih sigurno tudi vi pač živite na tem prostoru. Vsi se s tem srečujemo, kadar gremo pogledati svojo preteklost. Mogoče malce drugače je, ko gremo kam drugam po Sloveniji, ker pač te izkušnje ljudje nimajo. Zato iz tega razloga se nam je zdelo, da je prav, da to posebej izpostavimo. Zdaj, jaz bi se bolj osredotočila v tej predstavitvi tudi v nadaljevanju na ta osrednji del knjige, ki je dejansko posvečen Partizanski bolnici Franja. Tukaj so v bistvu vključeni 3 prispevki. Eden je tak splošen, pač govori o nastanku bolnišnice, o teh razmerah, o tej organiziranosti. Potem o zdravstvenem vidiku delovanja je spregovorila dr. Zvonka Zupanič Slavec, mogoče jo poznate, se ukvarja veliko z zgodovino medicine, in je v tem svojem prispevku predvsem seveda obdelovala ta del, organizacijo te zdravstvene službe, načine oziroma težave, s katerimi so se zdravniki pri svojem delu srečevali. Je pa izpostavila tudi to zgodbo, ki sem jo uvodoma že na kratko omenila, se pravi proces proti Franji in seveda tudi proti dr. Volčjaku, ki se je odvil v letu 1944. Šlo je za eno tako zelo grdo zgodbo. Zdravnica Franja in pa dr. Volčjak, ki je bil takrat šef tega sanitetnega odseka pri 9. korpusu, sta bila strani takratnega političnega komisarja, ki je bil 31. divizije, ki je bil sicer na zdravljenju v bolnišnici, obtožena kar hudih prekrškov, če tako rečem. Naj bi bila izkazala se kot nevestna pri zdravljenju, predvsem šlo je za njegovo poškodbo, ki je pač bila takšna, da v danih razmerah so pač lahko naredili, kaj so naredili, ampak posledica zdravljenja za njega je bila krajša noga. Se pravi, tukaj je šlo za neko, po eni strani za neko osebno zamero ali pa ne vem, kako bi temu rekli, razočaranje nad tem, kako je to zdravljenje potekalo, ki je potem eskaliralo še naprej pač v nezadovoljstvo, tudi z takratnim političnim komisarjem v sami bolnišnici. Pač
Partija je imela tudi po bolnišnicah povsod, ker sem rekla, da to so bile, tudi bolnice so bile v bistvu vojaške enote. In uprava, zdravnica ni bil samostojen pri upravljanju bolnišnice. Ne. Franja je sicer bila upravnica, ampak v upravi je bil tudi politični komisar. Političnega komisarja, tistega prvega, so kmalu po prihodu zdravnice Franje v Sotesko zamenjali z drugim, bivšim pacientom, ki je bil v bistvu zelo mlad fant, kar se tiče izobrazbe, pač brez neke posebne izobrazbe. Lahko bi rekli, da ni bil nekako na nek način njej, kot zdravnici, izobraženi ženski in ženski, ki je čutila veliko odgovornost do dela, ki ga je opravljala, in do ljudi, za katere je tam skrbela. Pač med njima nekako je prišlo do konflikta. Ne. In se veste, kadar se pa v neki taki mali, zaprti skupnosti začnejo dogajati take stvari, to lahko eskalira zelo daleč. In tako se je zgodilo v tem primeru. Prišlo je do obtožnice in oba zdravnika sta bila suspendirana. Franja je bila poklicana, odpeljana iz Franje poleti 1944 in je bila potem na Lokvah, na sedežu korpusa. Je sicer lahko opravljala delo v ambulanti, medtem ko Volčak je bil pa dobesedno suspendiran. Ne. Velika sreča je bila, da so se pač takratni vodilni zdravniki, se pravi v sanitetnem oddelku, pri glavnem štabu, zavzeli zanju in da sta bila na koncu oba oproščena. Je pa ta zgodba seveda pustila veliko bolečino pri obema. Volčak ni o tem nikoli spregovoril, in kot sem že povedala, ni želel, da se o tem sploh razpravljala, medtem ko ona je pa o tem govorila in tudi želela, da se o tem govori, ker je seveda bila ob teh obtožbah zelo, zelo prizadeta. Ne. Lahko si predstavljamo, da je vložila vse, kar je bilo možno, vso energijo, ki jo je premogla, v to, da organizacijo bolnišnice, da so zadeve funkcionirale, v zdravljenje vseh teh ljudi, in na koncu je doživela takšen hladen tuš, ne, takšne obtožbe, ki so jo še posebej bolele zato, ker so, kot je zapisala, ker so jo obtožili njeni. Namreč ona je tudi bila članica partije. Ne. Ona je bila isto članica te notranje partijske celice. Ne. In lahko si predstavljamo, no, da to je bila res boleča stvar. Popisala jo je tudi v svoji avtobiografski knjigi, če jo mogoče kdo pozna, jo priporočam v branje, ja, tako, Ni neskončnih poti, je to zelo lepo opisala. Ampak je pa na drugi strani tudi napisala stavek, da je bila pač vojna nekaj groznega, kar se je zgodilo, ampak njenega življenja brez te vojne pač ni. Ne. Zgodila se je, treba je bilo to nekako preživeti, predelati, je pa imela velike težave, seveda, vse življenje, ne, na ta račun. Tako da to je mogoče ena od tistih stvari, ki je tokrat malo bolj obširno predstavljena, čeprav v preteklosti, kot sem že rekla, se je o njej govorilo, se je pisalo, nikoli ni bila, da bi bila, tako kot se zdaj različne zgodbe odkrivajo, ni bila zamolčana ali pozabljena, ampak dejansko pa ni bila na tak način izpostavljena, kot govorimo zdaj, oziroma kot piše dr. Zupaničeva, ker ona ob tem pa seveda izpostavi tudi, da so tudi nekateri drugi zdravniki takratni imeli težave, pač, ker so bili ti partijski voditelji nekako, kako naj rečem, so v njih, so pač, zdravniki so bili izobraženi, so drugače razmišljali, drugače gledali na stvari. Taki ljudje pač v enopartijskem sistemu niso zaželjeni. Ne? Tako da je omenila tudi več primerov drugih zdravnikov, ki so
pravzaprav tudi precej slabše prišli skozi pri tovrstnih obtožbah. A ne. Ampak ne glede na vse, nam se zdi, da je prav, da se pač predstavi zgodbo danes, po 80 letih, z vseh teh vidikov. A ne. Se pravi, v tej naši zgodbi o Franji pravzaprav imamo vse, kar zaznamuje drugo svetovno vojno na našem področju. A ne. Imamo ta narodno-osvobodilni boj, imamo pač to borbo proti fašizmu, proti nacizmu, imamo to mednarodno sodelovanje, a ne, imamo to zavezniško pomoč. In navsezadnje imamo pač to komunistično revolucijo in imamo boj običajnega človeka za preživetje. A ne. Mi moramo pač to pogledati, da je šlo za vojni čas in vsak od teh akterjev je skušal na nek način preživeti. Kdo smo mi, da bomo danes z današnje perspektive nekoga obsojali, ker je pač v določenem trenutku ravnal tako, kot je ravnal? Ne? Kdo smo mi, da bomo? Prav je, da se spominjamo, da povemo vse tiste pozitivne in negativne, ampak kakorkoli, mislim, da pa Franja je ena taka zelo pozitivna zgodba. Jaz sem, ne vem, v zadnjih letih, muzealci se verjetno veste, da se veliko govori o teh temačnem turizmu oziroma spomenikih, ki so pač, ne vem, iz teh vojnih obdobij. Ne. In vsakič, ko se je kdo obrnil name s to idejo, da bomo Franjo v okviru v tem kontekstu kot nekaj temačnega predstavljali, sem se jaz uprla, ker ne želim da bi Franjo na tak način predstavljali, ker se mi zdi, da to je neka pozitivna zgodba, zgodba o reševanju življenja. Ne. Pač. In zato so številni vložili res maksimalno, ne, kar so lahko vložili. In nismo v knjigi, eden od prispevkov govori prav o akterjih, ne, o teh ljudeh, ki so sodelovali, predvsem kot člani osebja, in so predstavljeni tudi nekateri domačini. Recimo primer enega kmeta, ne tega, ker je bila najbližja Javka, ki ga najpogosteje omenjamo, Janeza Peternelija, ki je pokazal prostor za bolnišnico, se pravi to Sotesko Pasice. Ampak tudi njegova zgodba je predstavljena, ampak recimo bi prosila Tjašo, da nam bo prebrala en odlomek iz pripovedi o Venceslavu Peterneliju, ki je malce bolj daleč od Franje, ampak tudi on je imel na svoji domačiji Javko. Se pravi, svojo družino je isto med vojno izpostavljal nevarnosti, ker so tam v njihovi hiši stalno bili ranjenci nameščeni, a ne, ti lažji ranjenci, oziroma so jih preko njegove hiše, preko njegove domačije dovažali v Sotesko. Stalno je bila družina v nevarnosti in ne glede na to, na vse to, kar je on počel med vojno, je imel po vojni isto, tako kot Franja, težave z takratnimi oblastmi. Ne. Celo zaprt je bil in na prisilnem delu. Se pravi, veliko je teh zgodb, ki je prav, da zdaj po tokem času pač povemo, a ne, niso, včasih kdo vpraša, ne vem, sploh ljudje, ki prihajajo drugje, kako da so ljudje to počeli, so počeli za denar, so bili plačani, ne? Niso bili plačani, nobeden ni bil plačan, tudi kakšnih posebnih zaslug niso potem po vojni na ta račun imeli, presneto težko so preživeli. Ne? Prosim, Tjaša. Javka pri Cmilku je bila od bolnišnice najbolj oddaljena, samotna, čeprav neskrita kmetija leži na pobočju hriba Škofje in ponuja pogled na večji del Novakov.
Ranjence so tja pripeljali ob istem času kot v Podnivč, novembra 1943. Družina Venceslava in Frančiške Peternelj je bila že od začetka vojne, ki se je za prebivalce Cerkljanske aprila 1941 začela z begunstvom, zelo prizadeta. Pred vojno so imeli 12 do 13 glav živine, takrat so večino izgubili. Frančiška je med begunstvom v Gorici rodila 4. otroka. Medtem so jim italijanski vojaki izropali tudi dom. Nekaj živine so pozneje kupili, a so jim Nemci v roparski ofenzivi aprila 1944 znova spraznili hlev in jim pustili 2 kravi. Frančiška je bila spet noseča in prestrašena. Nemci so namreč pregledovali prostor, medtem ko je bil njen mož skrit pod jaslimi, kjer so takrat odklenili telička. Gospodar Venceslav Peternelj je bil sicer z Osvobodilno fronto povezan že od julija 1942. V njegovo hišo so prihajali tako aktivisti kot partizani. Nekaj časa je bila v hiši pokretna bolnica, od aprila 1944 do konca vojne maja 1945 pa javka, kamor so prihajali ranjenci z bojišč in iz partizanskih enot. Gospodar ali gospodinina sestra Marta pa sta jih ponoči na vozu vozila v Franjo. V gozdu, približno 500 metrov stran od hiše, so septembra 1944 zgradili leseno barako, da bi tja v primeru nevarnosti skrili ranjence in bolnike z javke. Gospodar Venceslav pa je imel že med vojno in po vojni težave z ljudsko oblastjo. Kljub vsej pomoči, ki jo je družina nudila narodno-osvobodilnemu gibanju, še posebej ranjencem. Ja, prihodnji teden odhajamo z razstavo o partizanski bolnici Franja v Evropski parlament, v Bruselj. To se nam zdi, to je sicer nekajdnevno gostovanje, ampak se nam zdi pomembno, da tudi Franja je pred 10 leti že prejela znak evropske dediščine. Zakaj ga je prejela? Ker dejansko lahko bi rekli, da je en tak simbol tega mednarodnega povezovanja in sodelovanja, ne? Ljudi, različnih ljudi, ki so se pravzaprav v tistem vojnem času znašli na našem prostoru, namreč v bolnišnici najdemo tako med osebjem kot med ranjenci ljudi različnih narodnosti. Ne? Bilo je, poleg Slovencev med ranjenci je bilo veliko Italijanov, bili so Rusi, bili so Ukrajinci oziroma tudi drugih nekaterih narodnosti iz te nekdanje Sovjetske zveze, ampak podatki so pravzaprav zelo nepopolni od teh, kar se teh tujih tiče. Ne? Pa so recimo, najdemo na seznamu Francoze, Poljake, Avstrijce, Američane, res ena taka zanimiva sestava. Se pravi, imamo na eni strani to, kar se tiče ljudi, pa tudi med zdravniki oziroma osebjem. Recimo enega od oddelkov bolnišnice je kar nekaj časa vodil italijanski zdravnik, ne, Antonio Ciccarelli. Pa bili so med stražarji tudi Srbi, Hrvati. Ne. Tako da je bilo to povezovanje. Pa da ne govorimo seveda o zavezniški pomoči, ki je začela prihajati spomladi 1944 in je bila izrednega pomena, ne? Ker šele potem, ko so ta zavezniška letala začela prihajati in odmetavati to pomoč, so pravzaprav lažje zadihala, ne, v bolnišnici, ker so imeli na voljo ustrezna zdravila, recimo pri operacijah, imeli so eter, imeli so druga zdravila za omamo teh pacientov, ne, pred operacijami. Tako da to je bilo res, je bilo pomembno, ne, in je treba izpostaviti. Tako da mogoče še tu zgodba enega italijanskega partizana,
ki je bil zdravljen v bolnišnici, pa žal je tam tudi bil potem na koncu pokopan, ker je med zdravljenjem umrl. Rino je bil rojen leta 1924 v obmorskem mestu Marano Lagunare. Družina je pozneje živela v Čedadu. Takoj po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 se je pridružil italijanskemu odporniškemu gibanju. Bil je komandant bataljona Minusi, ki se je boril v sestavi udarne divizije Garibaldi na Tisone. Ta je bila del Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. Rino je bil v spopadu z Nemci 17. marca 1945 na vojskem ranjen. Pripeljali so ga na zdravljenje v partizansko bolnico Franja, ker pa je 23. aprila 1945 umrl. Pokopali so ga na bolnišniškem pokopališču. Svojim soborcem je bil zgled, saj je znanje vedno našel tolažilne in spodbudne besede. Padel je na pragu svobode, o kateri je tolikokrat sanjal in za katero se ni obotavljal preliti svojo kri, so zapisali v spominskem zapisu novembra 1945. Prejel je srebrno medaljo za hrabrost, odlikovanje italijanske države. Ja, moram reči, da kar se tiče Italijanov, teh italijanskih borcev, ki so se zdravili v bolnišnici, in pa tudi italijanske bom rekla, italijanske borčevske organizacije, to je ANPI, da imajo čisten poseben odnos do Franje sploh, se mi zdi, ne. Nekako jo jemljejo tudi kot za svojo, no. Ker dejansko se je pač ta enota, brigada, Garibaldi se je zadrževala tudi na našem območju. Veliko teh borcev se je zdravilo v bolnišnici, pa seveda tudi ostalih bolnišnicah, tudi v Pavli, ne smemo pozabiti, ni bila samo Franja, tudi Pavla je bila večja bolnišnica na tem območju. Preveč govorim, lepo prosim za naslednjo glasbeno točko. Počivaj jezero tihoti in listje rahlo mi, obezelu v tamni noči, nad partizan noček stoji.
mi, da je prav seveda, da ob koncu spregovorimo tudi še o Franji, kar je danes, oziroma o Franji spomeniku, ne? Ker ne nazadnje, bolnišnica je bila dobro približno leto in pol, že 80 let je to spomenik. Spomenik, ki pa je seveda izredno zahteven, ne? Za vzdrževanje, vsi veste, vseh teh desetletjih se je zgodilo že marsikaj in tudi trenutno smo sredi ene take velike obnove. Torej, tretji sklop knjige je posvečen temu, se pravi, življenju spomenika. Tukaj so tudi trije avtorji. Ernesta Drole z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica je razmišljala o tem zavarovanem območju oziroma o pomenu, da se ne varuje samo spomenik kot tisto ožje jedro, ampak skupaj s temi okoliškimi kmetijami. Potem naša nekdanja direktorica Ivana Leskovec je opisala vse te peripetije z obnovami, ki so se odvijale v teh desetletjih. Ona je bila skoraj 30 let direktorica Mestnega muzeja Idrija in je Franjo, seveda, in vse to, kar se je dogajalo, poznala do obisti, kot rečemo, a ne. In pa magister Gojko Zupan je bil pa v preteklosti nacionalni koordinator za znake evropske dediščine in je pač razmišljal o tej vlogi Franje v tem evropskem kontekstu, a ne. Zdaj, kot sem že rekla in kot seveda veste, Franja je spet zaprta za javnost, zdaj že dobri 2 leti. Poleti 2023 sta nas v enem tednu doleteli 2 nesreči. Najprej povodenj, teden kasneje pa še vetrolom. Tako da v povodnji so bile uničene 3 barake, vse ostale so bile poplavljene. Takrat smo potem organizirali reševalno akcijo, tako da smo umaknili inventar iz soteske, a ne. Zdaj, kar se pa ostalega tiče, objekti so ostali tako, kot se je pač takrat zgodilo. Ampak to ne pomeni, da je to zdaj konec, a ne, ampak seveda obnova teče. Namreč razdeljena je v 3 faze. Prva faza je to sanacija zaledja. Veste, da je bolnišnica v tej soteski med tema 2 vrhovoma. Sanacija zaledja pomeni dodatne te pregrade na potoku Čerinščica, ki teče skozi sotesko, pomeni sanacija odvodnjavanja na plazu, ki je odzadaj. Se pravi, da bi se preprečilo v prihodnosti, da ne pride do kakšne podobne zgodbe. Druga faza je sanacija brežin, kar se je že začelo dogajati. Pred dnevi je helikopter dostavljal material na pobočja nad sotesko, tako da se bodo zamenjale vse te zaščitne mreže, ki varujejo objekte spodaj. Sledila bo potem sanacija dostopne poti. Jaz osebno moram priznati, da mi je to najbolj grozen občutek, ko pridem zdaj v Grapo na tej dostopni poti, ker sem bila navajena tiste lepe potke po gozdu, zdaj je pa tam čistina, a ne, ker naenkrat se je totalno spremenil ta pogled, ampak saj vemo, da narava se zaliže, a ne, hitro. Seveda drevesa pa ne bodo zrasla v 10 letih, ne, ker to so bile smreke 70 let stare, ne. Ampak zadnji del te sanacije torej pa bo sledil potem, ko je vse ostalo, se pravi, ko so pobočja urejena, je pa obnova samih barak, a ne. Ustanovljena je bila posebna delovna skupina, je pač ustanovil župan občine Cerkno, kjer so predstavniki različnih ministrstev, kjer so predstavniki strokovnih služb, ki se redno sestajajo, tako da čeprav mogoče se na prvi pogled zdi, da se ne dogaja, zadeve tečejo, ampak seveda po neki proceduri, kakršne pač danes so, a ne, kadar gre za tovrstne objekte, a ne. Tako da napovedi zaenkrat, upam, da bodo obstale, so, da bomo v letu 2027 Franjo lahko ponovno odprli.
Tega si srčno želimo, ker ne glede na to, kot je bilo rečeno, da mi hodimo okrog, da pripovedujemo o tem, da ljudje lahko pogledajo si kakšen film, da lahko, ne vem, gledajo slike, posnetke, to ne odtehta tega, da prideš v Grapo, ker šele tam si lahko predstavljaš, kaj je pomenilo zgraditi bolnišnico v takih razmerah. Ne? Lahko začneš razmišljati, tukaj so hodili, tukaj so nosili, pa kako so tukaj nosili, ne? Pa saj tukaj še peš, še sam komaj greš. Ne? Jaz si ne predstavljam, no pa večina tudi ostalih, ne, ki sodelujejo pri teh projektih obnove, da bi mogoče kdo, ki pač razmišlja s kakšno drugačno logiko, mogoče ekonomsko, bi rekel, zakaj ne morete to kam drugam postaviti. Ne? Tu pač potem ne bi bila več ta Franja. Za nas je Franja pomembna, sploh se mi zdi, da upam, da večina Cerkljanov deli, da zdaj so občutili, ker je Franja spet zaprta, da so občutili, kaj pomeni, če je Franja zaprta, tudi kar se vsega ostalega življenja in dogajanja na Cerkljanskem tiče in turizma in tako naprej. Tako da bomo pač delali z vsemi možnimi silami, da se to reši in vzpostavi nazaj. Ne. Toliko z naše strani, če boste imeli še kakšno vprašanje, mogoče na koncu, zdaj bi pa še prosila čisto za konec, še za eno skladbo. Z naše strani, če bi želel kdorkoli še kaj vprašati. Naj sam še povem, gospod je prej rekel, da je prišel iz Ribence, da bomo na rojstni dan in obletnico smrti doktorice Franje, ki je bila doma iz Nemške vasi pri Ribnici, prišli tudi k vam gostovati. Tako da, če pa kdo želi karkoli vprašati, seveda smo pa zdaj tukaj še na voljo. Pa seveda, če želite knjige, knjigo je na voljo tudi, imamo nekaj izvodov s sabo, cena danes je malce nižja kot običajno, 20 €. Mislim, da je priložnost zdaj za kakšno vprašanje, kakšno misel, kakšen spomin, mogoče. Ja, jaz bi imela spomin. Izvolite. Jaz sem mogoče še redka, ker sem Franjo poznala. Ona je bila s mojim tastom, dr. Janezom Oražmom, zelo povezana. In ko sem jaz prišla v Ribenco, namreč nisem Ribenčanka, so me predstavili, je rekel tast prav, Frena, to je pa od Andreja žena. In ona se me je predstavila, roko dala Frena in jaz
Moram vedno, kadar o njej govorim, se moram spomniti, da jo poznajo pod Franjo, ki me krvide Frena. A res? Ja. To bo prvič slišim. Ja, ne, Frena. domači se je Res. rekel Frena. Frena. Frena, ja. Zanimivo. Vrtačnikova z nemške vasi. Kako ste rekla? Vrtačnikova. Ja. Ja, hvala. Po vojni je sicer so bili še živi Karla, ampak jaz sem poznala samo brata Jožeta, ki je ostal na kmetiji. In vsakič Franja je prehajala v Ribenco iz Beograda v domač kraj, ampak vsakič se je oglasila pri mojemu tastu. Ta drugič je takrat jaz še nisem vedela, da je to vodja bolnice Franja, me je tast povedal. In jaz sem bila v bolnici Franja leta 1953. Še po tistem hodil po Vilah, vodil nas je pa profesor Pavel Kunaver, ki je poučeval na klasični gimnaziji in smo imeli v nedeljah te ekskurzije in je bila tudi Franja. Spomnim se, ko smo čez tiste dile, bom po ribiško rekla, po plohkih hodili, pa da ne bomo spadali v vodo in ko so prepodvali, da je bila voda doskrat rozasta, rdeča, sem se jaz zdajle, ko sem zdajle šla, sem se spomnila s tistimi očmi pri 12 letih, kako je izgledalo. No, naslednica mi je pa že povedala, da sem bila, ne, ta tretjič, sem jo pa srečala skupaj s Pavlo Jarina Lahova, ko sta prišla na pogreb mojega tasta. In Pavla Lahova se je tudi dostkrat oglasila, ker so delali, je bila v Danah, prebežala iz Ljubljane in ko je delala Franja že pravzaprav v partizanska bolnica, bila, ko so Italijani jo pustili, je bil upravnik moj tast, Frena pa ostalo in je Lahova prišla in me je takrat prepodvala ob odkritju spomenika mojemu tastu, kako ga je vprašala, kako je s pacientom, ki so pri svečah operirali pacienta z vnetim slepičem. In pol tast me je jasno vse povedal, vse te dogodivščine, ampak bolj zanimivo je to, da sem jo poznala, ampak bila je drobčkana, približno takrat je bila 50 let stara, drobna, mejčkana, ampak lase je imela vedno spete gore, ampak njenih oči pa ne morete pozabiti. Kdor jo je videl, ni mogel pozabiti njenih oči, kot soča so bile, barva soče. Ja, na videz taka krhka, mila ženska, ampak predstavljajte si, da je takrat je bila stara 30 let, 13-letnik je bila, če se ne motim, se pravi 30 let je bila stara in so ji v bistvu zelo težko nalogo dali, voditi, organizirati tako bolnišnico kot ženska. Se moramo vedeti, 80 let nazaj ženske niso, in jaz vidim tudi tukaj en vzrok za te konflikte, s političnimi komisarji, ker pač kaj bo ženska, nam tukaj dirigirala in komandirala, ker bila je ona močna ženska, Videz pri njej bi rekla, da je videz farov, da so jo podcenjevali, ampak je znala svojo pač si. Se spomnim enega odlomka, kjer opisuje dr. Volčjaka, takrat, ko je ona prvič prišla mislim, da prav v tej knjigi piše o tem, ko je ona prvič prišla v Sotesko in ko je videla, kako so ostali člani osebja, kako so tega Volčjaka tako spoštovanjem gledali, si je rekla, to pa ne bo enostavno, da si bom jaz tak položaj priborila, ampak to ji je kar uspevalo. Je bila včasih tudi trda, se je zgodilo, da ampak če pogledaš z naše perspektive, ki nismo obremenjeni, pač nekdo, ki je tam bil kot del osebja, pa mu ni dovolila, da bi šel k noseči ženi, razumemo, da njihovo stisko in bolečino, ampak ona je pa gledala na to, da ima tam v tej hrapi toliko in toliko ljudi, da je za njih odgovorna. Se pravi, ne moramo gledati zgodbo zdaj
lahko bi rekli, ja, je bila ena baba, pač držala ljudi v šahu, ampak če pogledamo z vseh, ne, kako je ona v bistvu to svojo nalogo, ki jo je dobila, vzela za res, ne, in kaj je to za njo pomenilo, mislim, lahko rečemo, da neverjetno, ne. Neverjetno. Hvala za vaš dodatek. Mi smo imeli dodatne informacije, da omenili ste Ja, ognjico, ne? ja. Jama, ranenci in mogoče samo informacija tako ne. Leta 1976 je eden izmed sorodnikov tam padlega, Jožeta Zajca, Franci Zajc, organiziral spust v jamo, da se uredi, ker je bil mojster na Riku, učni delavec, da se naredi nekaj lesno in tako naprej. In je potem eden izmed jamarjev se spustil v spodnjo jamo in našel okostje dveh. Med njimi je bila tudi Milica. Ne? To je bilo prenešeno na policijsko postajo in danes se ne ve, kje je njena Vanja in tako naprej. Pojavlja se sicer na nekih fotografijah ob snemanju, ne? In tako naprej. Ena izmed variant je bila, da se je to ponovno zakopalo nekje na področju Ognjice, ker obstoji nek zapisnik tega društva Ognjica, ki je malo slab. Je pa stvar v tem, da smo se lani kot Zveza borcev zmenili, da se je šlo na ponovno raziskavo jame. In Slovakinja, ki živi v nemški vasi, se je spustila noter, še sama kasneje našla razbito uro, ki jo dr. Galo opisuje in tako naprej. In je cel kup tih trditev, kaj jih je on napisal, bilo potrjenih. In je bil tu potem tudi članek in je Simona Pfeiffer, kot novinarka, na licu mesta slišala tistega, ki je to odkril, ne? Kako je to bilo, kje je bilo in tako naprej. Ampak je zanimivo to, da nikjer ni ohranjenega zapisa ali pa nekega dokumenta, kje so njeni posmrtni ostanki. Zanimivo, če je bila takrat šele najdena, pa da ni potem, ne. Ja. To so te zadeve, ki te danes še zmeraj dražijo. In zanimivo je to, da ljudje, ki nekako pust primer, ne. Pust primer, kar ne dere za eno. Potem so pa še razne teorije in tako naprej. Je pa zanimivo to, glede na to, da se od letošnjega leta tako bolj lahko koristi bazo podatkov vsi istoriji žrtve druge svetovne vojne, ne, je zanimivo vzrok smrti za partizani, ki so bili tam not. Piše umorjen. Morjen. Piše. Klasifikacija je umorjen. Zdaj so izenačeni, če se to malo gleda. Ljudje, ki so se odločili za eutanazijo danes, ne, izenačeni s tistimi, ki so bili likvidirani, bom rekel tako, ne, sodno in tako naprej, ne. Včasih se človek vpraša, kaj ena beseda pomeni, ne. Ja. Je pa še mogoče podatek. Pred mnogimi leti je en lokalni zbiralec sicer s Kočevja odkupil od sorodnikov častniški pas, pač tisto, kar je, ne. In ga je, ki je bil narejen v delavnicah v Rogu, tako je bila informacija, in ga je on potem prodal Janezu Švajcarju in je ne bi bil v njegovem muzeju. Sem tukaj. Zdaj pa še eno vprašanje, gor imate znak križ pa zvezda. Ja. To je logotip, ki je bil narejen že pred, takrat, ko je bila ta obnova prejšnja, 2010, smo pač dali izdelati ta logotip. Tako kot pač vi ste videli zvezdo, ja, dejansko je zvezda. Zvezda je sicer danes zelo simbol, ki je lahko vzbuja zelo negativna čustva. Sem ravno danes
pospravljala predmete za Bruselj in imam med razstavnimi predmeti tudi Titovko od dr. Volčaka z rdečo peterokrako zvezdo. Ja, pač takšni so bili takrat, takšni so bili simboli, ki so jih uporabljali. In jaz pa pač tukaj gledam na to, to je bilo, poslanstvo zdravnikov je bilo, tako kot je Volčak nekaj izjavil, mi smo reševali življenja. A ne? In ta rdeča zvezda je bila takrat simbol upora. Zdaj, To uspešno. ja, zdaj, a ne. Jaz mislim, da je prav, da se pove vse zgodbe zdaj. In je prav, da se pokoplje vse. A ne? Zdaj izkoriščanje za politične namene, pač to me pa ne zanima, ne? Ker pač nisem politik. Vprašanje še tako, ne. Na Zvezi združenj borcev Slovenije Ja, obstoji taboriščni odbor in tako naprej. In še dalje bolj razmišljam, da bi mogel biti tudi odbor partizanskih bolnic. Glede na to, da se zdaj dela nekaj na bolnici Pavli, ne, na vašem koncu, tako naprej. Ugotovili, da so vse te bolnice, ki so bile po celi Sloveniji, tako naprej, brez vsake povezave. ne, mislim, zdaj je ni, a ne? Ni. Danes ni nobene Ni, ja. koordinacije, da bi nekdo združil, rekel, da je Ja. Slovenija to in to, ne. Ja, teh pač partizanskih bolnišnic je bilo res, mislim, zdaj odvisno, no, iz kakšne perspektive, to število ocenjuješ, ampak v članku Blaža Štanglja, ki je v bistvu to tematiko, se pravi partizanske bolnice, obdelal svoj doktorski, obdeluje, oziroma se nisem preverila, je že doktoriral ali ne, ampak Zdaj ne bo zakaj. no, poznate. On navaja številko 175, ampak to so od tistih malih, različno velikih. A ne? Se Franja tudi ni bil samo to, kar mi poznamo v soteski pasice. Franja je imela še 10 zunanjih lokacij, a ne? Ki so pač spadale v ta bolniški blok, to so imenovali, a ne? Jih bolniški bloki. A ne? Tako da tega je bilo res ogromno in se strinjam, da so partizanske bolnice po svoji organiziranosti, je pa bilo to vse iz tega sanitetnega oddelka pri glavnem štabu dirigirano, a ne? Vse, ker zdaj, ko sem pregledovala bolj natančno še ta arhiv, se pravi, vse, kar je od tam prišlo, se zelo hitro pokaže, kaj so v Franji naredili, ne? Ko pač dajo neko naredbo, kaj je treba, zelo hitro, ne vem, potem zgradijo to, naredijo uno, ne vem, kako so pokopavali, da so pač dajali jim v grob te stekleničke. Navodilo o tem dostojnem pokopu je bilo objavljeno v tem zdravniškem vestniku, ki so ga izdajali, ne, med vojno. Včasih je mogoče izpadlo, kar se tiče Franje, da so se tam neki vse to sami spomnili, ne. Ampak Franja je bila del sistema. Na podoben način so v vseh teh bolnišnicah delovali in je veliko te dokumentacije ohranjene v arhivu. Tudi za bolnice, ki so bili izven Slovenije, na Hrvaškem. Tudi, ja. Kaj se ve, kakšno število bolnih ranjenih je šlo skozi Franjo? Skozi Franjo je šlo približno 600 ranjencev. Jaz pred leti smo o eni točni številki govorili, ampak jaz sem se odpovedala točnim številkam, ker se izkaže vsakič posebej, da ni, a ne, ker ta arhiv kakorkoli se je ohranjen, ampak spet pa ne na tak način, da bi lahko rekli točno toliko, ne. En seznam imamo, na katerem je trenutno 578 imen. Za samo Franjo govorim. Vseh imen, ki so bili v sklopu tega bolniškega bloka, je okrog 900. Se pravi, po številu je bila ta bolnišnica po številu sprejetih na zdravljenje manjša kot Pavla, ne, ki jih ima skoraj še enkrat toliko, ne. Ampak Pa težje rane zdaj. tudi, ne vem, če. Dobro, so nekatere.
So recimo, ampak to jaz mislim, da je imela lokacija zelo pomembno vlogo. Tudi iz Pavle, ki je bila pač nekako bolj izpostavljena, a ne, manj, saj je bilo skrito tam v gozdu, a ne, ampak vseeno večja možnost, da jih odkrijejo, a ne, tako da so recimo še pred zadnjo nemško ofenzivo so eno skupino teh invalidov iz Pavle poslali v Franjo, a ne. Ali pa dvakrat se mi zdi, da je prišlo do takega primera. Ne? Ampak tudi dejansko ta lokacija je botrovala temu, da se je potem tudi po vojni na tak način ohranilo. Ne? Ker od Pavle ni ostalo nič, nažalost. Ne? Ni ostalo na terenu. So sicer lokacije, ki zdaj se pač trudijo, da bi jih vsaj označili, pripravljajo različne te neke pohode z vsebinami, a ne? Ampak ni pa kaj, a ne, videti, oziroma ne, tudi to je nekaj, a ne? Se šele, ko ti greš tja v tiste grape, a ne, šele začutiš, pravzaprav se zaveš. Tudi kar se tiče oddelkov Franje, smo v času priprave te knjige, sem jaz prvič obiskala te druge lokacije, v Davči recimo, a ne. Ja, v kakšnih strminah, ne moreš si predstavljati, ne, ko se pihaš tam gor sam, brez česarkoli, ko začneš razmišljati, tukaj so oni, ker se pa vidijo, ne, lokacije so lepo vidne, tisti platojčki, ki so bili narejeni za to, da so postavili leseno barako. Tu se vse lepo vidi in na vseh teh lokacijah so tudi bile najdene neki ostanki, ne, od teh stekleničk ali pa, ne vem, večinoma ja, od zdravila ali pa od kakšnega štedilnika ali kaj podobnega, ne. Šele tam se dejansko razumeš, ne, kakšen trud, kaj je bilo treba vložiti v to, da se je to gradilo. In pol pomisliš, ne, da je lahko ta Franja ena šola človekoljubja. Tako, še kaj, ali pa če ne bi počasi zaključili, da ne bomo predolgi. Če še kakšno vprašanje, mogoče? Če ne bi se zahvalil, no, za to izčrpno, izjemno sistematično predstavitev za ta odlomke, ne, s tem takim televizijskim. Hvala lepa in izjemen glasbeni nastop, tudi na tej dragoceni hranolki. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala za povabilo.